Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice na terenu, ta trenutek v Radvanju, kjer je v enem stanovanjskem naselju prišlo do enega zanimivega primera, za katerega moram reči, pravzaprav nisem slišal. 14 let so imeli stanovalci tam posebne smetarnike, kjer so imeli spravljene svoje kante za smetino. Zdaj so ti dobili novega lastnika, ki zahteva, da do jutri pravzaprav te svoje kante za smeti spravijo ven in zdaj ne vedo, kam z njimi. Tudi na cesti, kjer je edino prostor, pravzaprav ne bodo smeli biti, in tu sem z razjarjenimi in razočaranimi in zaskrbljenimi stanovalci. Dober dan, torej vi ste me poklicali, gospod? Ja, no, nisem jaz zdaj klical, pač... Ja, sem klicala! Dobro, daj umiri se. Ja, direkt pred občino! Bomo vse skupaj nastavili! Umiri se, sem ti rekel. Idem od reči za župo, gor dat, kaj se mešaš, sebe so zraven. Malo narodno situacija je, ne, bistvo. 14 let človek se navadi, ki ima smeti, ne. Zdaj tudi, kaj imajo tu te vrstne hiše, bojo pač si naredili neki plac pred vrstno hišo, mi kaj imamo v blokih, pa ne vem, smeti na pločniku ne smejo biti. Ne, morajo biti za to pripravljenem prostoru. Na cesto, teoretično bi hlavo dal, samo kako bo pol avti vozili, mislim, imamo vsi smeti na cesti, to bo izgledalo malo tak. Zdaj ne vem, zdaj smo nažalost tik na tem, da naredimo nek urnik, pa da vsak teden ima jih en pred sobi, ne vem. Samo malo je dost kant, ne. Jaz sem že probal eno zmerit, pa jaz, ko bolj tak pač taj konstitucije, sem ne vem kao mimo hodil. No, to do polico s telefonom predstaviti, pa malo narodno me zdaj smeti pred sobi, ne, zdaj tako realno, mirno, če pogledamo, ne. Kaj te zdaj zakoljem? Še zdaj laminat odplačujem, nem zdaj s kolami totimi od kant vnot po dnevni sobi. Karikiram, razumeš ti, karikiram. Ti karikiraš, ja, tak imaš leksikon sto poleg, ene križanke sam ne rešiš. Kaj si bled? Ampak je pa nenavadno, morate priznati, zakaj bi nekdo kupil v bistvu te smetarnike? Ja, obstaja več variant, ne? Najbolj realna je tista, da nekdo, ki je bil tu pri koritu, pri informaciji, je to kupil, zdaj pa nam, ki smo tak stišeni vhod, bo pač to dal v najem, ne? Da se mu neki cekin vrne, ne vem, ker zdaj tu nared pred vsakim blokom, ne vem, prodajalno sadja vun ali pa kiosk ali pa trafiko, tudi zdaj to ni neki plac. Samo to je, ker tu zdaj niti nim placa za en avto, ne? Se pravi, nekdo to kupuje, dobro preštudiral situacijo in bo zdaj rekel, čujte, zdaj tak nijete kam dati, pa dajte mi zdaj tu neki tolar, pa ne? Volk sit, koza cela, jaz sem tak v minusu, ne, do te stare finte, ko so, ne. Glej, centa mu ne dam, niti centa svi ne dam. Kaj te moram spomniti, koliko smo mi za kvadrat dali tu, ko smo kupovali Jurja 800 za kvadrat. Ona pa je zdaj za Jurja prodala. Kaj se teh dam špegli pogledaš? Ti si rekel, glej, čez 3 leta mo za 2,5 prodali. Magarac, navadni si. Dobro, daj se obnašaj, lepo te prosim, v glavnem to je problem, jaz se opravičujem, no, mislim. Ja, upam, da ga boste uspešno rešili, no? Ja, mi tudi. Dragi dame in gospodje, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.